TV. Kids TV. Abu škatla. Otroci, Abu škatla me je danes presenetila tako, da ni več pravokotna in rjave barve in majhna, ampak je velika, kvadratne oblike, z modrim pokrovom, z modrimi pikami. Ampak kljub temu, da je drugačna, je še vedno polna presenečenj. Jaz še vedno ne vem, kaj se skriva notri. Kaj pa vi? Vi veste, kaj se skriva notri? Kaj pa če ugibamo? Lahko bi se skrivali flomastri recimo, ali pa kakšne knjige, ali pa... Kaj? Kdo je to rekel? Kdo je rekel, da pogledam notri in da ne ugibam? Kdo? Vsi vi tako mislite? Prav, pa ne bom več ugibala. Dajmo pogledati, kaj je notri. Več stvari je notri. Se vam že sanja? Dajmo skupaj pogledati. Poglejte jo, kmetijo. Kmetija je notri. Takole krasna, z rumeno streho. Tukajle ima spredaj vrt, na katerem raste cvetača, pa zelena solata, pa redkvice. Tukajle na levi strani je tak travniček. Ampak poleg kmetije smo dobili še živali. No pa poglejmo, katero bomo prvo izvlekli. Pomagajte mi uganiti ime. Mala ovčka. Dober dan, mala ovčka. Dobrodošla na novi kmetiji. Mu. Kdo se oglaša z mu? Krava se oglaša z mu. Dober dan, gospa krava, kar izvolite tule na travnik. Lahko pojeste malo sveže zelene trave. Krave imajo zelo rade zeleno svežo travo. Pa ovčke tudi. Ovčke, tudi ti se lahko pridružiš kravici in obe se lahko paseta na zelenem travniku. Kuku! A je pujsek? Pujsek kruli. Pujsek se najraje valja v blatu. Poglejmo, če je tukaj kaj blata, da bi se pujsek lahko malo povaljal. Joj, pujsek, blata zate pa ni čisto nič. Veš kaj predlagam? Tule, da kakšno redkvico poješ. Dober tek ti želim, pujsek. Kdo pa kokodaka? Kdo kokodaka? Kokoš? Ste prepričani? Seveda ste. Kokoš kokodaka. Poglejte jo, kokoško, ki zelo rada sedi na kurniku. Ampak tukaj le tale kmetija, ima tukaj le zadaj, večkam bom umaknila pujska, pa ovco, pa kravo, da vam pokažem še kurnik. Poglejte ga, tukaj le je kurnik, kjer so tudi mali piščančki. Tako bomo poleg kurnika posedli kokoško. Kaj pa kokoška vali v kurniku? Jajca, tako jajca vali kokoška v kurniku. Gremo pogledat, katere živali se še skrivajo v Abu škatli. Gospa Račka, dober dan. A Račka Gaga? Račka Gaga. Račka, komu boš pa ti družbo delala? Tukajle pri kokoški boš sedela. V redu, zmenjeno. Še hišni ljubljenček kuža se oglaša. Kuža, kar izvoli. Tule zadaj je še pasja uta. Kdo živi v pasji uti? Kuža, seveda, se že samo ime pasja uta nam pove, da je v bistvu kuža tisti, ki živi v njej. Takole. Evo ga, kužku smo dali dom. Ampak za te živalice mora nekdo skrbeti. Kdo običajno skrbi za živali na kmetiji? Gospod kmet, tako je. Dober dan, gospod kmet, poglejte ga, s kakšnim krasnim klobukom se sprehaja po kmetiji. Ampak kmet skrbi sicer za živali, v čem pa se kmet rad vozi? V traktorju, pa da vidim, če je slučajno... slučajno je notri tudi traktor rdeče barve za našega starega
kmeta. Tako na kmetiji starega kmeta prebivajo krava, ovca, pujs, kokoš, raca in njegov ljubljenček kuža. Stari kmet bo tako skrbel za svoje živali še naprej, mi pa gremo pet. Še pesmica nas čaka, potem pa se počasi moramo posloviti. Ampak kot rečeno, še pesmica nas čaka. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji kravo, ija-ija-jo. Je rekla mu tu, mu tam, mu tu, mu tam, mu povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji pujsa, ija-ija-jo. Je rekel tu, tam, tu, tam, povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji račko, ija-ija-jo. Je rekla ga tu, ga tam, ga tu, ga tam, ga povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji konja, ija-ija-jo. Je rekel nej tu, nej tam, nej tu, nej tam, nej povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji ovca, ija-ija-jo. Je rekla be tu, be tam, be tu, be tam, be povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo, in na kmetiji kokoška, ija-ija-jo. Je rekla kako tu, kako tam, kako tu, kako tam, kot povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo.